Ajga, Koster 2, promila. Dejan, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste danes z nami. Glede na to, da smo oba iz Gorenjske, jaz predlagam, da rešva prvo delimo. Kdo bo danes šesti v rundo? Kamerman. Zmenjena. Pa dajva šalo na stran. Preseliva se v naše prelepe gorenjske kraje. Ega gvišen, kaj dogaja. A na Gorenskem je skozi neki, ampak ne vem, zdaj po mojem se sezona poletna počasi končuje, tako da gremo malo spat, pa spet smučat, ko bo sneg, a ne? Ja. Smo tik pred premiero vašega nadaljevanja, priljubljene zgodbe Prhoster. Zagotavljate, da bo stopna smeha vsaj za 2 promila večja. Kaj pripravljate? Ja, ne upam nič garantirati, ampak upam, da bo. Mislim, mi, ko smo gledali, nam je bilo ful zabaven in ful smešen, tako da jaz upam, da se bo ljudje smejali in da se bo imeli dober, ampak ne upam pa nič reči. Pa plis ne me spraševati, kjer je boljši, ker je to, da bi me vprašal, kjer ga otroka imaš raje. Obeh ne maram, tako da. Pred 6 leti ste dejali, da si niste predstavljali takšnega uspeha, da ste si ga pa želeli. Kakšna so pričakovanja danes? Joj, ne vem v bistvu. Ja, prvič je bilo tako čisto nerealno, kaj se je vse zgodilo, ampak vse pa v bistvu smo imeli več let podlage na YouTube in vseh teh filmčkih, tako da so ljudje radi nas gledali in spremljali, so pa prišli v zahvalo za kino, so v zahvalo prišli v kino. Tokrat pa ne vem, upam, da pridajo se malo nasmejati, imeti dober, narediti dogodek iz tega, ampak pričakovanja pa ne vem, ne upam nič reči. Upam, da tisti, ki bojo prišli, da se bojo imeli dober, tako, zdaj pa kakorkoli jih pride. Pred nami je torej Prhoster 2 promila, je to kakorkoli povezan z opijati? Brez komentarja, ampak recimo, ja, zakaj 2 promila? Zaradi tega, ker smo hoteli vse malo pojačati, malo zgodbo, malo like, malo dogodivščine, tako da in se mi zdi, da gre v to zgodbo promili, ker pri Hosterjih se štejejo promili, ne procenti. Zasledila sem, da ste nedavno dejali, da opijati niso potrebni, da ste po naravi že dovolj nori. Kako se to odraža? To se odraža tako, da sem zvečer ful zmatran, ker te ta zabavnost in norija zmatra. Ampak ja, ne, se tudi na snemanju zares ne moreš nič. Po snemanju se spije kakšno pivo na zdrav, seveda ob priliki, ne vsak dan, se ne moreš vsak dan, ker le moraš zjutraj ob 7 vstati, iti na snemanje in tudi če preveč spiješ, ali karkoli se ti vidi na kameri, tako da. Plus, ni toliko zelo zabaven na snemanjih vsak dan, kakšen dan je zelo zabaven, kakšen dan je pa pač malo tako, kaj je bolj tehnično, recimo, kaj je tak tehnični dan za snemati, tako da. Nam zaupate kakšno anekdoto iz snemanja? Morda kateri prizor ste največkrat posneli in zakaj? Joj, ne spomnim se, kjer prizor smo največkrat posneli, ampak imeli smo par prizorov z živim ognjem, ker nismo hoteli, da je to potem v postprodukciji, da izpade umetno. In ja, tam proti koncu gre en prizor, ko si en lik, bom rekel, en sin od nekoga razbija flašo na glavi, ki gori. In smo imeli zraven gasilce z gasilskega društva Bled, ki se tudi poznamo in so prišli in so priskočili na pomoč, so nam pomagali. Tako da tisti so bili kar zabavni, ker nismo vedeli, da bo, dejansko smo imeli en ogenj v hotelu, Grand Hotelu Toplice, in tako smo se bali, če tole požgemo, bo ful dobro izgledalo na kameri, ampak po mojem bomo pa zaključili s produkcijo, če tole zagori. V prvem filmu ste največkrat snemali prizor, ko ste Julijo prijeli za dojko, je temu res tako? Doskrat smo ga snemali, ker je bilo tako ful neprijetno oziroma nerodno je, ker to je ful tako, prvič srečaš človeka in ga moraš prijeti za dojko. In je tako, shit, nočeš, ne upaš, vidiš, že zdaj, mislim, ja, nočeš, ne upaš, neroden ti in pa se začneš smejati, ker je tako virto, tako da bo ne treba parkrat sigurno to posneti, ja. S čim boste tokrat začinili vaš nov film? Kaj bo tisto, kar bo krepilo naše trebušne mišice? Poleg
tega, da so vsi znani liki notri na vsaj znane lokacije, smo dodali še par novih likov. Mogoče bi pustil, da je kar malo presenečenje, kdo pride, ampak v hotelu Prehoster se zgodi nek dogodek, kamor pridejo zelo eminentni gostje, tako da nekaj tako malo stane skrito. Ja. Zagotovo večina vaših gledalcev nasmeji tudi ta pristen gorenjski naglas. A bi lahko v tem dialektu povabili naše gledalce na predstavo? Ne. Pridite nas pogledati, pa pojte vrat, Čau!